Po Pretnarju gremo k Štiglicu, ki je enkrat posnel v Benetkah nagrajeni film Mladina gradi, kultura gradi. Potrebno je spomniti, kaj se je pravzaprav v slovenskem prostoru na področju investicijah zgodilo, in ta spisek, ki smo ga vam nekoliko povzeli, ni celoten, je pa pravzaprav impresiven. Pobotrovala mu je kot prvo bolj natančna in korektna uporaba in črpanja evropskih sredstev, tudi norveškega mehanizma, tukaj opozarjam, ne samo vse v lokalnih skupnostih, ampak tudi drugje, da norveški mehanizem, ki je bil že sedaj zelo dobra podlaga za nekatere investicije na področju kulture, bo v letu 2011 bistveno bolj bogat, kot je bil do sedaj, pa že sedaj je bil bogat, še več, v celoti ali v večini bo namenjen prav kulturi. Ne smemo pozabiti tukaj tudi na kulturni tolar, ki se izteka in še zmeraj živi z nekaterimi projekti, ki v teh letih niso bili še realizirani, in seveda tudi z veliko participacijo lokalnih skupnosti, ki se v zadnjem času bistveno bolj zavedajo moči kulture in se tudi lažje opredeljujejo za investicije v njo. Tako da, kaj smo se zgradili in kaj še bo zgrajenega. Knjižni dvorec v Celju bo skoraj zaključen, Moderno galerijo v Ljubljani smo tudi zaključili, knjižnica v Hrastniku, prizidek v Novi Gorici je tik pred dokončanjem, tudi filmski muzej oziroma muzej slovenskih filmskih igralcev in igralk v Divači čaka samo še na opremo. Kulturno središče in vesoljski center v Vitanjih, ki je med drugim fasciniral tudi vse sogovornike v Rusiji te dni. Obnavljamo grad v Brežicah, rekonstrukcijo gledališča v Novem mestu, tudi znotraj evropskih sredstev. Velik projekt bo obnova Lanterjeve graščine v Vipavi, obnova gradu Strmol, ki poteka ravnokar. Metelkova 22, vsakič, ko se tukaj pripeljete mimo, vidite, da izjemno dobro napreduje in tudi nima nikakršnih zamikov. Imamo v načrtu, pa tudi vratarnico ste tukaj opazili, da je obnovljena na Metelkovi. Kranj, staro mestno jedro je tako rekoč novo, še posebej z Lajerjevo hišo, z rezidencami in s 3 stolpi, ki se popravljajo in tako rekoč bodo preobrazili staro mestno jedro Kranja. Galerija v Slovenj Gradcu znotraj EPK-ja, zgodovinski arhiv Ptuj, včeraj sem ga obiskala, poteka izjemno dobro vojašnica, pod tlemi so se našle številne arheološke izkopanine, seveda kdaj se ne na Ptuju, ampak to bo pomembni dom ne samo za Zavod za varstvo kulturne dediščine, predvsem pa za arheologijo in arhiv. V Pivki, v muzejskem depoju, tam, kjer je znani vojaški park, bomo pridobili številne prostore za odprti muzej tehnične in ostale dediščine. Da ne govorim o ne velikih, ampak pomembnih in posegih v kulturne domove, kot so Ravne na Koroškem, kot je Sežana, in seveda stalna adaptacija Cankarjevega doma, ki bo segala še v leta naprej, Pokrajinski muzej v Mariboru, ob temu, da se je Lutkovno gledališče, kot veste, že zaključilo, in Naskov dvorec, recimo. Obnova obalnih galerij v Piranu, ki poteka ravnokar, prenova vile v Šoštanju, vile Majer, Mladinski kulturni center v Brežicah, rekonstrukcija kulturnega doma v Bovcu. Skratka, cela Slovenija je preprežena dobesedno in premrežena z posegi, tudi na področju kulture. Dovolim si to izpostaviti, zaradi tega, ker so ti posegi prevečkrat spregledani in tudi zaradi tega, ker mogoče so skoncentrirani le v eno investicijo, ki nam seveda bremeni življenje v marsičem, saj je bila, kot veste, bistveno podcenjena in težko ali nekorektno zasnovana, ampak ni v leru, kot bi rekel Cvitkovič, jo rešujemo in želimo, da bi se ta
težava, ki se je tam spostavila, tudi čim prej zaključila. Kaj pa naprej? Naprej čaka investicija v Lipici s pomočjo Ministrstva za gospodarstvo in evropskih sredstev, pa tudi Ministrstva za šolstvo je preprežena in pripravljena projektna dokumentacija za številne posege. Muzej Arhiva Republike Slovenije, ko se bo, kot veste, tam na Roški, ko se vozite mimo in ko so sedaj še zidovi nemarni, dopolnil na način, da bodo končno spravljeni in v red postavljeni arhivi, ki, kot pravim, vedno so naša banka naših podatkov oziroma naše nacionalne in kulturne identitete. V tem trenutku se obnavlja tudi, je tik pred obnovo grad Grm v Novem mestu, ki bo združeval tako arhiv kot prostore za Zavod za varstvo kulturne dediščine. Želimo si, da bi stekel projekt obnove Narodne galerije, tisti vmesen, oziroma spodnji, in bo možen takrat, ko bo tudi grejena Ilirija. Ta četrt, ji pravimo in smo jo poimenovali kot četrt kulture, bo dokončan tudi z investicijo v Metelkovo 6, kjer se pripravlja projektna dokumentacija in kjer bodo ostali nevladniki, kajti strah, da bi jih odstranili, je povsem neumesen. Prirodoslovni muzej v Rožni dolini čaka tudi na gradnjo in tudi umetnostna galerija v Mariboru, za katero smo dejali, da je naša prednostna investicija znotraj EPK-ja in tako naprej in tako naprej.